9. september 2015 v Ljubljani. Poteka protirasistični pohod. Dosti ljudi se je zbralo za protestirati proti rasizmu in proti temu, kar razumejo kot fašizem. Pa res razumejo fašizem? Bi prepoznali fašistični manifest? Odločili smo se to preizkusiti, tako da vzamemo fašistični manifest, ga prevedemo v slovenščino in mu damo ime Peticija za politične spremembe v Siriji. Politične točke, splošna volilna pravica, znižano starostno mejo na 18 let in mejo za kandidaturo na 25 let. Sorazmerno zastopstvo na podlagi regionalnosti, volilna pravica za ženske, zastopstvo na vladnem nivoju, novo ustvarjenega narodnega zbora gospodarskega sektorja, ukinitev senata je trenutno izvoljen od premožnejših državljanov, ustanovitev narodne zbornice, strokovnjakov iz področja dela, industrije, pomorstva in prometa, javnega zdravstva, telekomunikacij in tako naprej. Socialne in delovnopravne točke, takojšnja uzakonitev 8-urnega delovnika za vse delavce, minimalno. Oprostite, vojne se morajo najprej končati, potem bomo sanjali o tem lepšem svetu. Lepa hvala vseeno. Zelo lepo je napisano. Hvala. Mi delamo eno peticijo za politične spremembe v Siriji. Bi jo mogoče prebrali, pa mogoče podpisali, če bomo v redu? Se mi zdi to tudi dobra varianta za testiranje, koliko človek ve oziroma ne ve Ja, definitivno. o tem, kaj se dogaja. Smo pripravili eno peticijo za politične spremembe v Siriji. Bi jo mogoče pogledala pa podpisala, če ti je v redu? Ja, lahko, se bo malo trajalo, ne? Ja, kar. Okay, fajn sajne. Prijem? Čilo so sajne. Okay. Kako se vam zdi to kot peticija za politične spremembe v Siriji? Kaj primite? Aha, čakaj, sploh nisem še prebrala, veš? Ja, kar. Vsega tega nimajo, kaj? Mislite, da bi morali imeti? Ja. Ja. Sem prav šokirana, da sploh nimajo, aha. Kaj mislite, da se zgodi res pri nekomu, da zastopa ideje kot so fašizem? Res, to je tako daleč, da prav ne razumem. Spremembe so v duhu neke demokratičnih ureditve, kažejo na neko stopnjo človekovih pravic in svoboščin, seveda, ki pa je verjetno višja kot je tu, vendar na podlagi govoric ne poznam tako teoretično. Ja. Sem pa seveda pripravljen podpisati to vrstno, recimo, pobudo, to pa mi ni problem. Lahko vprašam, si bil tudi na protifašističnem pohodu? Ja, sem bil, ja. Kaj si misliš o ljudeh, ki podpirajo fašizem? Ne vem, mogoče si niso sami krivi, ker so neizobraženi pa zavedeni, ampak vsekakor to ni prav, ne. Zadnji, ki smo ga vprašali, če bi podpisal fašistični manifest, je rekel nekaj, kar se mi je zdelo zelo zanimivo. Da po njegovo fašisti niso zlobni, ampak neizobraženi in zavedeni, s čimer se strinjam. Ker ljudje na tem pohodu niso izgledali zlobni ljudje. So izgledali dobri ljudje z dobrimi nameni, ki pa so podpisali fašistični manifest. Na začetku, ko sem začel to snemati, sem se mislil malo norčevati z ljudi, malo pokazati, kako ne vejo, kaj pravzaprav podpirajo oziroma čemu nasprotujejo. Ampak potem sem videl, da v bistvu 10 let nazaj bi tudi jaz, če sem iskren, podpisal to zadevo. In mislim, da v tem je največji problem. Da če se ljudje ne naučimo prepoznavati fašizma, ga lahko ponovimo. In vse grozote, ki so se zgodile takrat. Ker pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni.